Kaj pa je to? Kaj Ja. bomo videli? To je pa cvetna esenca granatnega jabolka, ki je za žensko energijo. Ker tako malo sumim, da se v danes, ne, to nič ne diši. Ampak ko me čakam, da probam. Tudi okusa A nima okusa? Ne, A ja. to je cvetna esenca, to je v bistvu, če bi kemično gledala, samo alkohol pa voda, ampak nosi pa v sebi informacijo cvetlice, zato ker to se tako naredi, da daš cvetke v vodo, postaviš na sonce in potem sončna energija, v bistvu te sončni fotoni zapišejo življenjsko silo oziroma informacijo te rastline not v vodo. In bolj to konzerviraš z alkoholom in potem imaš ti to vedno ob sebi v obliki kapljic. In v bistvu to spremeni tvojo vibracijo. Sinhronizirate na kvalitete granatnega jabolka. Granatno jabolko je pa za žensko energijo, za materinstvo, vse te zadeve, ki pravzaprav jih ti tudi z lalikap nekje spodbujaš, promoviraš, skušaš ženskam razložiti in tako. Pa to je noro, v bistvu. Sploh pa jaz imam zelo rada granatno jabolko, tako da, evo, čim na to. Čim. Ja, takole je. Danes sva se z Manico v bistvu dobili, da majčkeno komentirava, oziroma poznava se že 20 let. Ja. In najina pot je nekako naju zapeljala Malo skupaj, malo narazen, malo skupaj. v vse konce, ampak zdaj na koncu so pa obedve nekako dobile neko željo po pomoči drugim ženskam. In sem rekla, zakaj se ne bi majčkeno pogovorile in zakaj ne bi... Potem me je Mateja povabila na kavo. Je rekla, Manca, daj prid, pa boš kaj povedala tako, ob kavi. Tako, ker sva vedno, kadar sva skupaj na kavici, imava toliko za povedati in jaz mislim, da zdaj pa če slučajno še kdo to posluša, bo tudi nič hudega, ne? Ne, mislim, da bojo marsikaj dobrega zvedeli, ker ponavadi vedno na koncu ugotoviva, pa to bi mogle midve povedati. Ja, snemati bi se mogle celo življenje. Dobro, ne celo življenje, ampak v redu. Ja. Tako da, ja, povej, Mateja. Vpraši. Ja, ti si meni huda, ne? To veš, ne? Ja. Manca je res huda, sploh ne vem, kje naj začnem, da bi te predstavila širši publiki. Zato, ker od same kadrovske, ne, kjer so se v bistvu spoznali, si že tam blestela, bom temu rekla, potem si pa šla v te bolj duhovne vode, pa aura soma, ker še verjetno danes ljudje nimajo pojma, kaj to je, pa potem life coach in na koncu tudi te cvetne esence, ki si potem na koncu spet naredila svojo blagovno znamko, kar je pa Slow Essences, kar je pa sploh, a ne, sploh se greva v isto nekako špuro. In zakaj se ne bi majčkeno več pogovorili o tem? Ja. Zdaj, tisto, kar sva midve že vmes tudi sodelovali, kdaj je bilo to, ker sva midve 6 let nazaj? Ja, 6-7 let nazaj. Jaz sem ravno prišla ven z lalikapom, pa sva naredila. No, jaz sem pa takrat delala tudi z žensko energijo in sem Matejo povabila, da narediva skupaj dogodek. Sem rekla, Mateja, ti imaš tele čudovite lalikap menstrualne skodelice, ki jih jaz uporabljam že precej dolg. In sva naredili dogodek Go with the flow takrat. Se pravi, pojdi s tokom, kjer sva združili to, kaj pomeni ženska energija in kakšen imeti odnos do sebe, zato ker meni se zdi, da res menstrualna skodelica žensko pripelje nazaj k sebi, že s tem, ker v bistvu se začne ukvarjati z svojo menstrualno krvjo. Pa, ker ja, ni to zdaj najbolj čista zadeva pod soncem, in se zgodi, da se kdaj kaj polije in to in prideš v stik s svojo krvjo, dejansko, ker drugače paroloških nekaj je vržeš. Ja, ker hitro preveč zasmrdi. Pa zasmrdi, pa tako in je cel kup enega odpora. Medtem ko menstrualna skodelica pa pravzaprav začneš spremljati, koliko sploh te krvi je, kakšna sploh je, vidiš, kako se spreminja, tega paroloških ne moreš. In se mi zdi, da jaz, ko sem jo začela uporabljati takrat, to je bilo takrat, ko sva še skupaj delali. To je že dolgo nazaj. Takrat,
ko sem jaz s tem začela, sem jaz to ugotovila tako čisto naravno, sem rekla, pa se s tem v bistvu ne smrdi, ni tako in me je začelo zanimati. Dejansko me je začela ta menstrualna kri, pa to obdobje zanimati, pa spremljati, pa koliko jo napolnim prvi dan, pa drugi dan, pa tretji dan in tako. In sem preko tega tudi prišla do v bistvu nazaj svojega cikla, a ne, kaj ta cikl sploh je, kako sploh je, sem to začela raziskovati, potem so se začele pa odpirati še druga polja, ne, ženska energija, kaj to sploh je, kje to sploh je v telesu, a to sploh je v telesu, aha, ne. Ja, znanstvena fantastika. In zato takrat, ko so potem rekla, dajva to skupaj povezati, zato da ženske dobijo tudi eno dobesedno orodje, s katerim lahko čisto fizično vsak mesec pridejo v stik s sabo in svojo življenjsko silo, ne, ki je v tej naši menstrualni krvi. Ne. In ženska duhovnost je zelo povezana tudi z lastnim ciklom, z menstrualno krvjo, s tem in od tega večina žensk je odklopljena popolnoma. In tudi ta sram, ne, ki v bistvu izhaja še iz otroštva. Jaz sem ga na primer imela, zdaj ga nimam popolnoma nič in z veseljem govorim in razlagam o menstruaciji in o krvi brez problema. Ja, ker to, mislim, mi smo iz tega naredili kot družba smo naredili iz tega eno famo, a ne, da zdaj pa to neki pa umazano, pa smrdljivo, pa ne moreš to, pa ne moreš pa ne moreš tret, a ne. Ampak dejansko, ampak dejansko vidiš, da se pravi, ko si direktno v stiku, ne, s krvjo, da ni nič ugabenega pri tem, da sploh nima vonja, ne, ker pač pri vložkih je normalno, zato ker pride v stik s kisikom, bakterije in tako naprej, to je pa lepo noter, nima nobenega vonja, nič. Res lahko delaš vse tisto, kar vse reklame za tampone obljubljajo, pa ne izpolnijo, ne. Ekološki si mislim, toliko je enih benefitov, da zame to sploh ni vprašanje, ne. In takrat, ko si ti začela razvijati to menstrualno skodelico, sem bila v bistvu ful vesela, ne, da si se tega lotila in da sem rekla, to bojo pa zdaj slovenske ženske, pa zagrabljajo to, pa super. Kaj treba zavihati rokave, treba, ne? Ja. In mi je res bilo ta pristop, no, tudi, ko si ga ti ubrala, ne, da več informiraš, da v bistvu ni to samo nekaj, kar daš pa konc, ampak da ženskam ponudiš še nekaj zraven, ne, tudi eno ozaveščanje, pa to mi je bilo pri tem zmeri všeč. No, vidiš, ti si pa meni všeč. Zato, ker ravno o tem govoriš in tako razlagaš in znaš tako lepo povedati in zaobideti vse, v bistvu, kar se ženske energije in vsega tega tiče. Tako da, res pa je, da daj nam majčkeno več povej, no, o teh tvojih esencah. Ja. Zato, ker mi da se že pogovarjali, se spomniš, da bi naredili nekaj za menstruacijo prav, a ne? Ja. Tako da, zdaj, v bistvu, cvetne esence kot take pomagajo, da na energetskem in čustvenem nivoju stvari lepše tečejo. Bom čisto tako rekla, ne? In obstajajo, ne, tudi med Bachovimi esencami so mešanice za žensko energijo. A veš, katero si zdaj vzela? Japonska nešpla, ki je za strahove oziroma za pogum. Tako da ta prva, ki si jo zagrabila, razumem. Je v smislu, a ne, da mi si želimo nekaj. Mi si želimo nekaj doseči, mi si želimo nekaj narediti, pa nas strahovi ustavijo, nimamo poguma, pa kaj če to in ono in tretje. In tisto veselje in željo po tem novem ta strah potem ubije. In japonska nešpla pa prav pomaga, da se ta strah raztopi, da zberemo tisti pogum in naredimo tisti korak proti več veselja v življenju. To zdaj vsi rabimo? Ja. Čisto vsi, v bistvu. Tako da, meni so ful zanimive zgodbe, ker jaz sem se prav, ko se je, oziroma moram imeti kar 3 leta nazaj, ko sem knjigo pisala, Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc. In sem tam naredila pregled svetovnih esenc, ker ljudje poznajo Bachove, pa se pa že malo ustav. Mogoče tisti, ki poznajo Bachove, so slišali pol še za avstralske, pa se pa že ustav. Ampak teh cvetnih sistemov je v svetu milijavžent.
In eno poglavje v knjigi sem namenila tudi temu, da pač obstajajo tudi drugi sistemi in da res ni težave na svetu, za katero ne bi rosta rasla. Na čustvenem nivoju, seveda. Tudi, ne. In potem sem prišla do tega, da pač kaj pa slovenske esence. Ne? In takrat sem napisala, da pač po mojem vedenju tega še ni in da pač še čakamo nekoga, ki bo zbral ta pogum. In tako zadnje je bilo, pa se veš, da boš ti to delala. Pa tako, ne, tle pa potegnem črto, to pa ne moram vse, pa ženska energija, pa uvoz esenc, pa vse to zdaj pa še svoje delala, ni šans. In je to šlo. No, pa eno leto kasneje je bilo pa res tako močno, to je bilo februarja, na polno luno, tako en tak močen potisk, pa bil je ponedeljek, to se še danes spomnim, ker sem imela ful dela in je bil tako intenziven impuls, pejt pa nared zvonček. Tako, kva? Tisto, ki pač pride, tisto res intuitivno, duhovno vodstvo, ki ga ne moreš preslišati, ker je bilo, kot se mi je skoraj zadrl v glavo. Jaz tako, kam naj grem pa zdaj za vraga zvonček delati? Kje sploh cvetijo zdaj, kako, nič nisem vedela. Ampak je bilo tako močno, da je pel se na vrhen kot močilnik. Tako, tam so zvončki, niso zvončki, jaz se usedem v avto, se pelem, pač vzela sem stvari s sabo, vodo, skledo, pač tisto, ki vem, da se pri esencah rabi alkohol, še tam sem najdla en šnops doma, hvala Bogu. Ne? In pridem v močilnik in okej, a bojo tle zvončki, a ne bojo zvončki, ne? Se tam sprehodam in vidim, da so res zvončki, da rastejo. Okej, kako ne, pa zdaj to zberem, ta prav zvonček, mislim, nisem prej še delala tako esence, ne? In se tako mirim, okej, in je res tam bil tako en tak mečkan dvignen prostorček. In tam so bili eni zvončki, in res jaz se ne zmišljujem, ampak na sred je bil en zvonček, ki je edini, ki je v bistvu cinglal. Tako ta pač cvetak je sem pa tja, tako ono, kot da bi mahal, pa še tako malo višji je bil od ostalih. Tako, okej, se pravi, tle jih naberem. In potem sem ga pač, s tem, da ga nisem hotela utrgati, ampak sem ga sem tako v bistvu nagnila, a veš, da je v bistvu pomakal svoj cvetek v vodo in pol sem še ene par drugih, pa tako ful sem nekaj obložila, tako prav komplicirala sem, a ne, danes, kaj gledam. In jaz tako, okej, grem v meditacijo in kaj zdaj to in začutim to prisotnost teh tudi bitij, ki so v naravi, te deve, ki skrbijo za tisti prostor in so mi dobesedno narekovale informacije, kaj ta zvonček dela in kako. In pol tako pač za ta del dobim, pol pa zdaj pa še na drugo stran hriba v Retovje, ker na Vrhniki imaš močilnik, pa imaš Retovje. Ne? In močilnik ima tako ful žensko energijo, tako yin, no, da bi tako reči, Retovje pa yang. Tako, okej, ne? In grem tja in isti postopek, ampak čist druga izkušnja. V močilniku je bilo tako lepo, toplo, sonce je sijalo, res taka, tudi tam, ko preteče ven, je tak tolmun se naredi, pa lepo odteče potka, res tako pač lepo, a ne. Grem na drugo stran, mraz, ki je taka bolj dolina, zaledenel še, ene rubide so me tam lovile, dvakrat sem se zgubila, preden sem do tja prišla. In je bila ta razlika res očitna, neko tako, in je bilo, ja, to je pa za tiste otroke, ki niso imeli topline v otroštvu, ki so imeli trdo, mrzlo, zaledenelo otroštvo. Okej. In ta yang energija, ki je tam pa izpod skale preteče in takoj dre voda, res tako veliko bolj trdo hladno, tako da sem še tam naredila esenco in pa sem šla spet nazaj čez hribe in srečam srne. A veš, kakšen imamo ponavadi odziv, ko srečamo srne? Tako, ne? Jaz tako, aha, to naredi, ne? Srce odpre, tako, ta otroška radovednost. V redu, grem, pospravim tam esenco, spet na drugo stran, ker mora pač par ur minut vmes. V obeh straneh si videla, si dobila zvončke? Ja.
Opa! Ja, s tem, da jaz pravim, zjutraj nisem vedela, niti Kam? bom šla na vrh, Ja. niti a bojo zvončki, na obeh koncih so bili zvončki. A ne? No in potem sem v bistvu te dve, ki so bile narejeni esenci, sem jih združila v eno. Tako da je iz Yin in dveh, yang. je yin in yang, ki prinaša to notranjo harmonijo in zdravljenje notranjega otroka. Wow, Ne? kako lepo, kakšna lepa zgodbica. Ja. Tako da to je bilo prva esenca, ki sem jo naredila na polno luno v februarju. Pol en čas nisem vedela, kaj naj s tem. Ne vem, okay, zdaj to Zdaj to esenco imam, ja, imam, zdaj ste mi narekovali, ja, ste mi zdaj kaj. Okej, v redu, ne. No, pa sem še polet naredila eno esenco rožnatega slaka. Nimam jo tlele. In to je bilo pa tudi tako, da sem sedela zunaj na vrtu in gledam tiste dve cvetke tam zraven, ki rasteta. In se prav pritegnili sta pogled. In roza, slak je ponavadi bel, Bil, ne? ja. Ta je bil pa roza. Ja, okay. In bolj, ko gledam tisto cvetko, več informacij dobivam, kaj ta cvetka dela. Ne? In pol tako na koncu, da pa esenco naredi, ka veš, zakaj je. Jaz tako, okej. Pa sam dve sta, veš, pa tako, ne, zato sta tukaj rasteta, da z njih narediš esenco. No, to esenco sem naredila res v enem takem majhnem kozarčku, ki ga imaš ti tamle. Pokaž ta kozarček. Ja. Zato, ker je bila samo zame, a ne? In sem jo potem v bistvu testirala oziroma jemala jaz in sem ugotovila, da ful lepo poveže z višjim jazom. Ne, ker tudi slak ima tako lepo obliko cvetka, je tako kot en tak lijak, ki se zlivajo esence in ko sem delala s strankami, sem to esenco vedno vzela, zato ker sem imela ta kanal potem boljši, da so prihajale informacije. Tako da je bila ta zgodba. No, pa je prišla pa epidemija. Juhu. Prvi lockdown. Zdaj pa ven pa delate esence. Jaz tako, kaj me spet zdaj pošiljate, kje ne zdaj kaj, mislim, nikamor ne morem, bili smo doma, zaprti smo bili, ampak takrat je zunaj rasla Betlehemska zvezda. To je pa tudi mislim, nimam slikce, pač esenco imam. Betlehemska zvezda je pa v bistvu v sistemu Bachovih esenc tista, ki je za šoke in za travme, za stvari, ki pridejo naenkrat in nas vržejo iz tira. In kaj se nam je zgodilo takrat? Šok pa travma. In tisto leto je bilo glih en tak čas, začetek aprila je bilo, ne? Res tle povsod okrog je bilo belo od Betlehemske zvezde. Ne? In seveda, ko delaš esence, prva stvar, ki ti jo povejo drugače, ko greš na izobraževanje, je, da to greš v naravo. Tam, kjer je vse lepo, kjer je vse perfekt in tam narediš esenco, da ima najvišjo možno vibracijo. Seveda, moj se je uprl, ne bom jaz zdaj sred mesta delala esence, tle pa res ni. Tle pa res ni neka narava, pa ful visoka vibracija. Ampak fora je bilo v tem, da ker je bil lockdown, ni bilo nikjer nobenega, ne? Vse je bilo prazno. Ni bilo res čista narava. In se je v tistih parih tednih, ki smo jih imeli, ne, se je toliko vse izčistilo, da je bilo dejansko, je bil mir. Je bil mir, ni bilo prometa, ni bilo, sonce je sijalo, res tako lepi dnevi so bili, ne. In tisto, kar sem pol dobila, ne, je, da pač ta, ki je narejena sredi mesta, sredi tega urbanega okolja pravzaprav, ne, da pozna vse naše težave, ne? Pozna naše šoke, ki so drugačni, in je prilagojena za to rožica, glih na to. Ne? In je glih takrat narava nam to podarila pravzaprav za ta naš šok, ki je bil, tako da recimo ta, ki jo imam jaz, ni tako zelo za individualno, kakor za kolektivno travmo in šoke. Tako, mislim, ima tudi ta dela. Ne? In tako so potem nastajale vsaka esenca z neko svojo zgodbo, in pa sem jih imela že cel kup. In pa je bilo ono, ok, kaj pa ne zdaj s tem, ne? In potem je prišlo, to so slovenske esence, Slovesence, ne? Slovenian Essence, Slovesence in še ta naš love v besedi, tako da je nekako se združilo in prav to, da pač to so esence, ki so narejene za nas, za
Slovence tudi predvsem, ne, Ja. ker rastejo v tem okolju, ki nas pozna, da ima tako reči, Ma, ki zelo ve, lepa s čim se mi ukvarjamo. Zelo, zelo lepa zgodba, res. S tem, da me zelo fascinira vedno tvoja ta res močna notranja, ta, kako se reče, Intuicija? to, ja, to, ampak kako, veš, ta, ki te dejansko vodi, no? Ne samo, da ti nekaj prišepeta, ampak da te prav tako močno vodi, da... Jaz, Yes. saj, če hočeš, spravim, če moje duhovno vodstvo hoče, da kaj naredi, nima druge izbire. Ker če je prepotiham, pa jaz to ignoram. Ne. Tako da, seveda, ne, pol, ko delaš esence, pa to pač vsaka, ki se na nek način rodi, a ne, s to svojo zgodbo, z vsem tem, je pač vpliva tudi name, da moram tiste stvari predelati, prečistiti in tako, a ne, tako da mi je bilo, bom rekla, prav všeč, da je bila ta epidemija, da se je ta zunanji svet ustavil, ker jaz ne vem, kako bi pol shendlala vse zadeve, se pravi, in coachinge, in biznis, in vse to, a ne. Ja, ja. Plus še esence delati, ker je res čist pač ena druga dimenzija zavedanja tudi, a ne. Jaz sem bila tako, ko bila malo zadeta tiste dneve, ko sem recimo esence delala in meni je bilo tako prav, res mi je dol viselo za vse ostalo, a ne. Kaj je bilo znotraj tega, a ne. In ena od takih tudi zelo močnih je bilo glih granatno jabolko, a ne. In to je bilo pa tako, spet nisem vedela, da bom delala, a ne, ampak pač tam raste granatno jabolko, a ne. Jaz tako, daj me, in v polnem cvetu. In jaz tako, daj me zanima, ne, če je to okej, a ne, če dobim kakšno informacijo. In jaz primem za tisto, sam za vejico sem parjela in to je bilo tako, kot bi se cela energija tega granatnega jabolka premaknila vame. In jaz sem tako, res, to je bilo v sekundi, je bila ta prepoznava, čemu je namenjeno. Da je za ženske, da je za vse, kar je povezano z materinstvom, da je za vse. Prav ženska, najbolj ženska esenca, kar si jo lahko zamisliš, in ta milina in ta ljubezen, ki je prišlo, to je bilo tako, ne. In pol tako, danes je pa polna luna, danes bi pa jaz lahko to naredila, a ne. In granatno jabolko je v bistvu narejeno pa polovica esence na soncu, polovica pa na polni luni. Ne, se pravi, tako kot daš na sonce, a ne, daš tudi v bistvu na polno luno. Tako da, ker ženske imamo ta lunin cikel, ne, to, kar je bolj mila energija, bolj nežna energija. In največje presenečenje granatnega jabolka je bilo to, da v bistvu pri menstruaciji, ne vem, 4 kapljice na dlan, pa sam gor na trebuh namažeš in bolečine popustijo. Wow. Ja. To moram pa probati. Tako da je v bistvu, in tudi če pogledaš, ne, slikca, oziroma je taka res tak. A pa res, ja. Lalika. Evo, tak cvetek, evo, ga tako pokažem. Tako taka skodelca. Ja. Taka skodelca in je taka, v bistvu res, spodnji del je tak trden, ne, gor so pa te lepi cvetki, tako kot smo ženske, ne, imamo svoj ta trdni del, ki nas drži in potem se lahko razcvetamo v tej svoji milini. In tisto, kar me je tudi presenetilo, je, da zelo povežeš žensko s tem delom, se pravi na poti do materinstva, ne? A je to res nekaj, kar je njena želja, ali je to nekaj, kar misli, da bi mogla, tako, a ne, se pravi, da ji pomaga tudi pri odločitvi, a je to prava pot zanjo, materinstvo, a ne. Tako da tudi to in pač moje telo, ne, moja pravica, moja izbira. Tako da ta del. Tako da res to mi je, v bistvu vse te esence, vsaka ima res svojo zgodbo in zaenkrat so zapisane v mojem zvezku, kar pomeni, da se bom mogla slej kot prej lotiti pretipkavati, ker bo seveda knjiga iz tega. Ja, ne, se je zelo zanimiv, ne, pa tudi na koncu, sploh pri temu granatnemu jabolku, vsi pravijo, da v bistvu vse izhaja, cela ženska moč izhaja iz maternice, ne.
In če to podpre, je še toliko boljše. In ti čisto verjamem, da neha boleti. Ja. Ne? Ker v bistvu, kar se dogaja med samo menstruacijo, je, da mi prečiščujemo energije meseca. Se pravi, tisti mesec, kar se je dogajalo čustveno in tako, in mi smo sproti transformirali, med samo menstruacijo to spuščamo. Kar pomeni, da izvor večine bolečin ni v fizičnem, ampak v energetskem in čustvenem delu nas samih. Zato si vse vedno tako želimo, da je že, pridi že, Ja, odteči že. ker smo, in ta tudi PMS, ki je, to je v bistvu pač kozarec poln, Ja. in zato v bistvu vsaka kaplja je lahko kaplja čez rob takrat, in smo sitne zoprne, ker je toliko teh čustev, ki jih moramo sprazniti, in to niso samo naša čustva, ampak tudi čustva naše okolice, Tako da ženska, sploh če je v partnerstvu, predeluje tudi tisto, kar je od partnerja. In tukaj ženske premalkrat vidimo to svojo vrednost in tudi seveda posledično moški, da pravzaprav ženska v razmerju čisti ne samo svoje energije, ampak tudi svojega partnerja, otroke, pač vse. In ta proces bi moral biti veliko bolj, da mu reči temu, svet. Se pravi, ta naša sposobnost, ta naša zmožnost, da to naredimo, ta naša vloga, je ful pomembna, ker če ženske to nehamo delati, pol imajo moški veliko več dela sami s sabo, ker nimajo kje prepucati se, oziroma imajo pač drugačne načine. Mi smo pa tiste, ki opravimo večino čustvenega dela v odnosu. Zato pač včasih ta čustva tiščijo, bolijo in velikokrat so težave povezane tudi seveda s tem, če je ženska v odnosu, ki je toksičen zanjo, če nima do sebe pravega odnosa, in se ogromno enih stvari lahko uredi že s tem, ko to poštima. In je itak vse povezano, Ta cikličnost in vse skupaj je tako povezan, da sploh super, no? Res, tako dobro. Tako da jaz mislim, da je najboljše, da mi še kdaj pridemo na tole kavico. Da te še kdaj povabim in bomo še kaj povedali. Da ne se preveč začeli dolgočasiti, Ne, jaz mislim, da se ne dolgočasijo. Jaz mislim, da se ne dolgočasijo, upam, da so izvedeli kaj dobrega. To pa sigurno. In da tudi spodaj kaj pokomentirajo, če se prepoznajo, kaj vprašajo. Skoraj nujno, se mi zdi. Dajo predlog za naslednjič. Ker zdaj smo v času, ko se te informacije, tudi ženska energija, bom rekla, še dodatno prebuja, dodatni nivoji, dodatne širine. Tako da jaz mislim, da zdaj bo veliko žensk tudi začutili, da rabijo to vrstne informacije oziroma da jim pridejo zelo prav. Ker je, se mi zdi, porast težav, ki jih imajo ženske, tako velika, da zdaj pa že tisto, kar rečeš, zdaj pa dajmo poiskati rešitve. In so, narava jih ponuja, sigurno mi dve jih ponujamo. Točno to. Mnoge druge ženske jih še ponujajo. Tako, in vsaka potem najde zase nekaj najboljšega zase, v bistvu. Se ne rabi kupiti vsega, ampak najde svojo rešitev. In v tem procesu je fajn stvari probati, preizkusiti, videti, kako delujejo, in potem pač jeti s tem. Ni s tem nič narobe, če preizkušaš par stvari, zato da vidiš, kaj ti najbolj odgovarja. Edino, kar je treba paziti, da ne postane to bek. Da ne postane to bek, pa bom še to, pa da se ne ukvarjaš pol samo samo. Tako da obstaja vse. Ja. Delamo na tem, da se povezujemo pravzaprav, ker tudi to je zelo veliko pomembno. In meni je bilo fajn. Vas povabim, da se nam še kdaj pridružite na kavici. Hvala, pa čim. Čau. Moram pogasniti,